Mlada plesalka že nekaj let živi samo z babico, ki je po sinovi nenadni in nepričakovani smrti ostala njena edina skrbnica. Deklico je namreč še predtem zaradi selitve v tujino zapustila njena mama. Zato je bila izguba, tudi finančna, toliko bolj stresna in boleča. Po smrti sva ostali same. Takrat je bil prihodek samo moja penzija. Dobro, se je mami pošiljala. Takrat, ampak, lejte, se veste, to gre. Gre. Najemnine sem imela 500 evrov, plus položnice pa bilo 200 evrov, čez 200, odvisno je. Jaz pa penzije 800. Pa skombiniri tole, to moraš biti umetnik. Različni stroški so sploh z razvojem dekličine plesne kariere in ob dejstvu, da sta živeli v stanovanju s tržno najemnino, vse skozi naraščali. Položnice so bile visoke, pol njen ples, obleke, šola. Tega se zelo hitro nabere veliko, pa misliš, ne rabaš. Ampak pol, ko začneš dobivati te položnice, pa se šteješ, pa vidiš, da to ni tako, da je to kar malo večjih probleme. Kljub vse večji finančni stiski, pa babica za pomoč dolgo ni želela prositi in morda brez spodbude tudi ne bi. Sigurno ne bi šla, če me prijateljica ne bi prijavila. Nikakor ne. Nerodno mi je bilo. Prvič tudi to, zato ker mi je bilo nerodno, drugič nisem navajena bila, da bi iskala kakšno pomoč, ker nisem nikoli v življenju potrebovala. In jaz sem si skozi predstavljala, da bom sfolgala vse, tudi brez pomoči. Ampak hvala Bogu, da sem imela take prijatelje okoli sebe, da so me prepričali, da nič ni kaj takega, ni sramotno, ni nepošteno, če iščeš, da se ti pomaga. A kljub vsem argumentom za pomoč nikakor ni bilo lahko prositi, pravi babica. Meni je težko prositi, veste. Saj so tudi ponujali, rabite hrano, rabite obleko, rabite karkoli. Ne rabim, rabim samo finančno pomoč, nič drugega. To je to. In meni je to veliko pomagalo, zelo veliko. Sram in predsodke je opustila predvsem zaradi vnukinje, ki ima ples res rada. Stroški so pa kar veliki je. Članarina, dodaten trening, pol potovanja in se pa nabere tega. Čez leto se tega nabere, da človek ne bi mogel verjeti. Tako da, ampak, lejte, ona dobro ve, da sem jaz rekla, da za ples jo podpiram in jaz ne bom nikoli rekla, jaz si bom posodila, pa bom plačala tisto njeno položnico. Zato, ker vem, kaj ples pomeni. Če ona ne bi bila tako predana, tako, ona ima ples, ne vem, v duši, v krvi. Ona se je rodila za ples, res. Da je punčka rojena plesalka, so ugotovili že v vrtcu in jo spodbudili, da razvija svoj nesporni talent. Meni je bil ples veden, naprimer, tako, ko sem slabe volje ali pa kaj, grem veden plesati ali pa kaj, ker mi je to užitek in me tudi tako sprosti, ne vem, ful rada plešem. Tudi finančna pomoč je omogočila, da je lahko ostala v svojem plesnem klubu, ki je zanjo več kot le učilnica plesa. Imam tudi ful veliko prijateljc, ki mi je isto ful pomagali. Res imam dobre prijateljce, ful sem vesela z njimi, skozi se pogovarjam z njimi, pa družim, pa tudi tako, ful sem vesela. In čeprav je družba in prijateljstvo seveda pomemben del plesnega življenja, jo od klubskih soplesalk vendarle razlikuje prepričanje, da bo ples tudi njena profesionalna in dolgoročna prihodnost. Če skozi poslušam svoje prijateljce, ko govorijo, da one ne mislijo skozi plesati, pa tako še pol naprej v življenju, da bi bila neki trenerke. In me je to ful čudno, ker če sem si skozi mislila, da bom jaz neka trenerka, da bom jaz učila ples, da bom šla nekam v tujino učiti, pa to po celem svetu. To je tako iskreno moj cilj v življenju, da bi to delala.
Čeprav se je babica v času največje stiske trudila ne obremenjevati vnukinje s finančnimi težavami, ki so nastopile po smrti očeta, se mlada plesalka zaveda, da finančne možnosti družin seveda močno vplivajo na možnosti v plesnem udejstvovanju in da te niso samoumevne. Ko ful mi pomeni, ful sem hvaležna za to, zato ker vem, da veliko ljudi tega ne more, ne? Jaz pa lahko in sem ful vesela za to, da imam to priložnost. In tudi sama na tekmah dokazuje, da ne gre le za veselje, pač pa da je velik plesni talent potrjen tudi na tekmovanjih. Jaz sem državna prvakinja, ne, prejšnja leta sem bila državna prvakinja, pol listopada evropska prvakinja, pa tako, pol pa še te tekme, isto v redu rezultati. Sinova oziroma očetova smrt je bila za sogovornici prelomen življenjski trenutek, ki je prenesel veliko žalosti in stisk. Njuno življenje pa je po nekaj letih znova spremenila smrt, a je izguba sorodnika takrat prinesla tudi nekaj olajšanja. Razbremenila jo je namreč stanovanjske stiske in s tem tudi odvisnosti od humanitarne pomoči. Takrat je sogovornica lahko izpolnila lastno zaobljubo, ki si jo je dala, ko je pomoč še dobivala. To sem je že prej splanirala, ne? In sem rekla, ko se bo to enkrat končalo, bom jaz šla k njim, ne? In se ponudila. Ne? Potem sem pa je šla do gospe Žive, ne? In sem se malo z njo pogovorila in sem ji rekla, da je zdaj že čas, da tudi jaz začnem malo pomagati. Je rekla, ste sigurna? Sem kaj ja. Res? Ja. In tako je babica, ki je dobila pomoč, ko sta jo z vnukinjo najbolj potrebovali, postala botra deklici, ki pomoč potrebuje zdaj. No, in so pa res mi poslali mail, opisali, koliko je punčka, meni se 11 let, da je stara, no za njo denar gre. Pa tudi neki pleše ali kaj, ne vem, no. Mami, ne vem, je bolna ali ni. Skratka, meni se zdi, da je sama živi in tudi tako, da seveda denar vedno primanjkuje, ne. In tako, da sem jaz zdaj njena botrca, ki me zelo veseli. Ja, tak občutek je lep, ne, da lahko nekomu pomagaš, kar rabi. Ne. Ja. In občutek, da so skupaj zmogli in da zdaj zaradi njune pomoči lažje živi še nekdo, je res lep, priznava babica. Ja, sem zelo vesela in srečna, ne, da lahko je. Dokler bo šlo. Ja, sem rekla, dokler bo šlo, kaj enkrat ne bo mogla več, pol bom sporočila, da ne, tudi tako piše, ne, in to je to.